Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 165. epizoda Apparatusa, o kateri sem govoril s Tino Marinšek, ki poje. To je sicer milo rečeno, ker ful dobro poje, tako da se malo o tem pogovarjala, pa kaj je prej počela, pa kaj zdaj počne. Naprej začnemo, kot vedno, tisti, ki podpirate tale podcast, največ naredite, zaradi vas to še vedno počnem, tako da ful hvala. Če bi to radi naredili, pejte na aparatus.si poševnica podpri, res vsak evro prav pride, to ne moram prevečkrat reči, tako da ful hvala. Hvala tudi vsem, ki dajete ocene v Apple Podcast, tako se zdaj reče iTunesom, tako zdaj kar začel Apple Podcast govoriti. In pa tistim, ki delite te pogovore, če so vam kul. To je več ali manj to za intro, zdaj pa Tina. Prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Jaz sem Tina Marinšek in... Okay. Kaj trenutno počnem, ali kaj počnem v življenju? Trenutno drugače pojem, ne? Ja. Drugače pojem, pa pišem svoje pesmice, pa komade delam. Počnem in počela sem, oziroma bom reči, kaj pretekli, ko sem pa že precej stvari, tako da sem zdaj na eni taki točki v življenju, kjer delam in živim predvsem za sebe. Tako močen statement. Mikrofonijo mi sem že premaknila, tako da to je že bolj odločno zveriti. Ja, tako. Okay, lej, sem že večilko izbacila, pa lahko nadaljujeva. Okay, no, se bom jaz zdaj vprašal. Mene je zmeren strah, ker ti si po moje, jaz zdaj na pamet govorim, ampak ker res je toliko teh intervjujev in pol me zmeren zmeden, ampak po moje ne vem, če sem 5 ljudi imel, ki imajo karkoli z glasbo. Sem opazila? Ja, ne. To pa zato, ker mene je malo strah, ker se ne znam na nič, jaz ne znam se na nič preklopiti. Zdaj po čem bi grebil, pa spraševal, pa kaj bi izvedel. Zlatko, da sem imel, ki ga ti poznaš, to sklepam zaradi komada, ne? Ampak kaj, Zlatko je Zlatko, tako da njemu se lahko tudi, veš, kaj mislim. Biloš ta, vse bo on, ti sam vržeš kost. Pa Magnifico je bil, ne, ki pač itak, ne vem več, kaj tam, pač me je bilo ti skul, ampak ne vem. Tako da, in pol, nisem vedel, kaj, pol sem pa, edina stvar, ki sem se spomnil, kjer bi pa dejansko lahko začel s tabo, ne, je bila pa to, pa glih prej, ki si rekla, ker delaš komade, da kle začnejo bo potem te pevske zadeve kot take, ne. Okay. Ampak, se pravi, ta najbolj klasično vprašanje, ki je res lejem, ampak te moram vprašati, ti si vedno vedela, kaj je muzika, ali je bilo to, naša je pa znala pet, ko je bila 6 let stara, ali ni bilo takrat nič, pa se je pol zgodil? Drugač muzike v naši družini ni bilo nikoli, v smislu, da bi kdo igral kitaro, harmoniko. Po fotrovi strani sicer teta učiteljca glasbene vzgoje. Okay. To je pa največji približek, res noben se nikaj dosti v tem udejstvoval. Ampak ja, zelo kmalu smo pa videli in sem videla, da rada pojem in da dobro pojem. Kaj to pomeni? Kako to vidiš? Res, vem, da se glupo sliši, ampak kako, jaz ne vem, kaj to... Jaz nimam nobenega vzloha. Pa ne, nočem zdaj tako izpasti, jaz pa še nikoli, ampak jaz ne razumem, kaj to pomeni. Da dobro poješ, ali kaj? Ja, ne, skriv. A veš, kaj to pomeni? Ker jaz tudi nisem vedela. Meni se zdelo včasih, da to vsi počnejo. Zato, ker pač nekaj, kar je v tebi, se ti zdi samoumevno, ne? Okay. In ko prideš malo se družiti z ljudmi, pa ko te slišijo, pa ti dajo nek feedback, pol vidiš, da se pravi, ne, to ne znajo vsi, ali kva? A jaz solo? Ja, valjda, z veseljem. Glasbeni zborčki, take stvari, ki te malo usmerijo. Mene je v bistvu pot sama pelala, čist tako rečeno, ker se pravim, nikoli si nisem želela tega ful nastopati, zdaj domest neka zvezda, niti tako, kot sem rekla, smisel, da pač to si počnejo. Pa sem pa ugotovila, da imam ta talent, zaradi tega, ker so me vabili ljudje v svoje skupine, zelo hitro je to šlo, no. Če zdaj kar nadaljujem. Komod. Ko mi je vroče v glavo. Jesus Christ. Malo imam vročine, se vproščam. Ne, to reš, ko pozdja, ker sem te jaz pošli, sama si hotla prijeti, to je treba povedati. Ker pa zdaj tako Tomičev je, bolava je. Pištolo na glavi me je čakal, če bi nam prišla. Ne, to res ni res. Ne. Menila sva se, jaz mislim, da bom že dobra. Se sem, no, sem preveč ljutala okrog, pa sem zdaj spet malo kuha.
Dobar je. Če je kaj tazga, ki vam ni všeč, to je zaradi vročine. Alibi mava. Tako. No, ma kaj je šlo pol hiter naprej, če rečeš? To, da iz osnovne šole ven, takoj sem se začela učiti petja pri Jadranki Juras. Ne spomnim se niti, kako sem v kontakt z njo prišla. In pol, kaj je ona enkrat stopila v kontakt z mano, pa sem pela pri njej beke, malo sem se učila, malo smo delali muzike. Je v bistvu ona dala, in to je res hecna zgodba in ne morem povedati, ker to je pač ena anekdota o Žaretu Paku, ki točno prezentira, kaj je Žare Pak. Okay. Ona je, ko so tebu iskali back vokale, mu napisala na listek, mislim, da 4 ali 5 cifr, telefonskih za back vokalistke, oziroma pač neke pevke. Ja. In Žare, kot Žare Pak, je pač poklical najlažjo številko, ki je bila na listku napisana. Ti imaš res, da nova je povedala, a to je ista cifra? Ne, včasih je bila 041229888. Okay. In tako sem jaz, tako se je v bistvu moja kariera začela, tako malo bolj konkretna. Ker je bila ta najbolj simpel številka. Žare me je klical, da je už prišla, pripeljala sem še eno kolegico s sabo in od tam dalje v bistvu, ja. Okay. Posnela beke, pa so pa zelo hitro rabili malo pomoči na turneji za Nino, tako da sem še na turneji pela beke in tako dalje. Onda. Ok. Zdaj pa vidiš, kako moji možgani delujejo. Zakaj imaš pa zdaj tudi ful tako simpel cifra? To si se zmenila, kako dobiš pol te številke? Zato sem se pa zmenila. Zmenila, ne? Ja, ok, v redu. Sej prav, ne smevaj povedati, ampak je res kul cifra je pač. Ja, ok, nima veze. Glavno? Prekul, po mojem mogla malo zamenjati. Zakaj? Ja, zato, ker to... ko pride ven, kako se temu reče. Ja. To mislim, da je Jonas delo, to je zmerom njegova, ne. Si dobo od Jonasa cifra, čez 3 mesece, to ni bila več njegova cifra. Prehiter gre okrog, ker je simbol. Ja, to je res, ja. Okay, zdaj pa to, ker si se učila petja, kaj to pomeni? Jaz bom danes zelo bazičen, se ful opravičujem. Ampak kaj pomeni? Zato sem gledal, da ti izveš. Iskren, se ponavadi to tako naredim, da jaz kaj izvem. Ampak kaj pomeni, da se učiš pet? Jaz vse, kar imam v osnovni šoli, sem bil enkrat v pevskem zboru, pa enkrat sem bil model z unimi palčkami. To je vse, kar imam. Triangel si groval? Ne, palčke so. Ja, klave. Ja, klak. Ja, klave se reče. Klave so. Palčke. Te, ki so kratke, ki so 10-20, to so klave, ja. Ok. Palčke, ja. Bom zapiske, sem to jaz ne pozabim. Klave. Ful lepo zvenijo drugače, les, najlepši zvok. Ja, to se strinjam. Zato sem, ampak to daje onim, ka boš ti tudi nekaj, se mi zdi. Tam je res bilo tako, ja, ti špačke gre. Ja, ti už pa na palčkah. To je tako kao modela, veš, kaj gledaš, te velike simfonične orkestre, pa je model s činelami v zadnji, ki dvakrat postane. Now say, can't you see? Ja, to je to. Okay. Jaz sem ta model. Kaj pomeni se učiti pet? Res. Ja, učiš se dihanja, predvsem pravilnega, zato da ti je trebuh oziroma prepolna podpora za glas, da bolj leti, da je tvoj glas ton lahko daljši, krajši, da ga lažje z njim operiraš. Dihalne vaje pa pač lestvice. So pa zelo neke take hecne vaje, tudi lahko spoješ sam lahko so pa... A pa ti si vnaprej, mislim, koliko je bilo drugače prej, ker si pa sam pela, pa si vedela, da kao znaš peta, ne? Ja. Pa pol ta učenje, ker jaz zdaj to vidim, jaz sem edino paralelo, ki imam pač ali basket, pa zdaj, ker se učim govoriti, kar se ne pozna, ker se čisto sprostim. Ko vse te stvari so obrt, to pa mene zmerno zanima, a ne? In kaj je največja razlika, veš, če sebe gledaš pred kakršnim koli učenjem petja, pa potem pol, ki si se naučila pesmo. Ja, prej sem predvsem sam uživala v svojem glasu, v garaži pela, ful dober odmev, wow. Pa sem se že enkrat učiti, pa vklopiš možgan, verjetno tako, kot z vsako stvarjo. Dokler se ti ne avtomatizirajo zadeve, pač razmišljaš ful preveč in to se pri petju zelo, zelo čut, a ne, koliko res lahko čustva pridajo ven, koliko je pa zdaj sam tehnično zapeta stvar, a ne. No, ampak viš, to sem nekaj hotel vprašati, ta čustva, ker se mi zdi, to se bo zdaj grozen slišati, dokler se niso te talenti pa te začeli, že v Ameriki, tisti idol pa vse živo, ne. Sem jaz pač neko predstavo, pač lepo poješ, to je vse, kar je treba vedeti, hvala lepa, čau, a ne.
ti se seveda lahko učiš to, ampak tebe pač učijo neki petane. Pa nekako pogruntaš, da se res bolišče to, da je pač tudi glas malo tega človeka, pa da je veliko važno, da je tega človeka veliko v glasu, da ni zdaj samo, da je tehnično zdaj, jaz znam pa odpeti, ampak da je. Jaz tega nimam, ker jaz nič ne morem upreti, ker tudi kitare ne znam, mislim, nič ne znam. A veš, ker tudi kitaristi so eni, ki sam znajo, pa folk malo več naredi iz tega, se pri kjerkoli inštrument. Mislim, da je to na koncu vedno zavisi od karakterja in osebe same. Tehnika ti ful lahko vzame, ti pa ful pomaga, tako da to je non-stop en, vem, ping-pong, pa mal tega, mal unga, vsekakor moraš pa biti glasilka in mišica, Glasilka je mišica in lihtko kot za košarko, za bilo kjer šport moraš mišico trenirati, da dobro dela. In edin to, jaz sem sem poučevala nekaj tudi petje in sem že v štartu, ko so me novačili za to, rekla ne, ker nimam jaz nobene pedagoške izobrazbe, jaz ne morem teh ljudi učiti, ker to je meni zelo odgovorno delo. V glavnem kljub vsemu sem nekaj poučevala. In to pere mozak, to vsa ta tehnika, vse to, kar moš razmišljati, to ni šans, da ti vklopiš čustva, pa nekaj odpoješ tako, tako da zadnje čase podpiram sam to, da ti treniraš in prepono, kaj mišica in glasilke, pač ali s tem, da vsak dan govoriš, ali s tem, da narediš par vaj, odpoješ 3 komade, samo da ta mišica skozi dela. In to je največ, kar je važno, da jo greta, da dela, pa da imaš ta dih podporo in to je to. Da imaš kondicijo. Da imaš kondicijo, ko je nek šport je. Kaj pa te, koliko visok greš, pa koliko nizko greš, pa to, a to je človeka, ali si na eni točki imela variante, ali... Pa sem pa skadila 200 jointov, ne, tudi to se da raztegant, z vajo, isto. Se pravi, mišica je, ti po moje, a si ti bil zdaj kaj pri logopedu, pa to, kaj praviš? Ne, to sam učijo me na šihtu, me učijo govoriti. Potem bi moral, in potem ta slovenščina se vklopi in potem bi lahko takole spraševal. Se si spremeni tudi to? Ja, ampak to je z nes prepone govor, pa to, ampak le nočem to koradno izpast. Za enkrat, se trudam neki, ampak ne vem še, moram se prepričati, še v glavi. V glavnem, masel, mišica, mišični spomin in vse to, pa sam še, da čutiš zadeve. Pa zdaj druga vprašanje. Gremo reči, ti zdaj znaš pet, pa te vabijo, pa se vse to zgodi, pa se reka, da nisi zares nikoli hotela nastopiti. Mislim tako. Ker to se mi zdi kar pomemben, ker se mi zdi, da bolj, kot človek rekel, če ni vzgib ta, jaz bom samo slaven, ampak kaj pa te, ker ti na eni točki, pa sploh s tabuji recimo, pa tudi zdaj, ker si solo, sprašla, ti na Marinšak, a si ti vedela, koliko se to da v Sloveniji? Če reči, koliko sedaj pa ljudje vejo, kdo sem, da tega nisi hotla, da to ni bil ta glaven vzgib, a ti je to cool, da to tudi zraven pride, pač petja, ali je to če to je treba trpeti, zato da lahko pojem, Ja, bolj to drugo. Ja, vsaj v mojem primeru, jaz sem res malo zanimiv človek, introvert, ampak počnem zelo ekstrovert stvar, vsaj na odru. Ampak sem se dobro počutila, moram reči, da tam je eden redkih placov, kjer sem jaz bila in sem bila zadovoljna sama sabo in s tem, kar dajem od sebe. Pač najboljš sem hotela narediti vedno. Ampak nimaš pojma. Nimaš pojma, kva te čaka, oziroma jaz nisem imela pojma. Rabila sem en teden, sem hodila po bajti gor pa dol, da sem se odločila, da bom to šla delati. No, to me zanima. Ni bilo kar, pejmo. Pač ne. Zato, ker že prej sem malo imela uvidel to, ker sem pela back vokale, kakšna je ta scena, pa to je hiter jasen. Kje se začne in kje se konča zelo hiter. No, ampak iskreni, jaz sem se to hotel malo pogovarjati. Ker se mi zdi. Mislim, pa je bila to odločitev, torej. Mislim, ni bilo sam, jaz bom šla na Juriš. Ja, izziv pač. Vedno v življenju hočem iti naprej, pa izzivati sama sebe in to je predstavljalo mi en ogromen, pač eno nepoznano stvar, pa hkrati zelo privlačno, valjda, band, muzika, jaz sem takrat že imela ta drug band, meni se zdi svoj, glih smo začeli svojo muziko avtorsko delati, tako glih, malo sem se začela tudi izražati, ne sam pet, front pet, ker sem prej bolj backe pela. In pol so tabuji uleteli,
klicali me, če pridem malo na vaje, malo kaj zapet, ne. Se pravi, mi se že poznamo, jaz sem že beke pela eno leto, pa pol smo že dali turnej čez. Ok, pridem na vaje, pojemo, jaz že vem komade, valjda. Pojem, ok, to je to, gremo na pijačo in to prvo gostilno in gledajo me, kaj zdaj, a boš ali ne boš? Kva bom ali ne bom? Ja, dej, odloč se, ja, ok, en teden pač mi v te dala ali neki, jaz moram to malo zdaj premisliti, a ja, kar tako, ok. Pa so se še nekaj delali, da imajo sicer druge pevke še, da sta, ja, to sem se pol zvedla, ja, imamo še eno, ampak jaz ful zate navijam, je rekel Izi. Joj. Kakšen klasičen. Ja, veš, no. Only fools and horses, čist pač, ja, ok. Jaz pa 19-20 let, noro, dej še navi za me. Ja, no, pa malo debatk, pa tako doma, pa sem nekaj, da se mi zdi to... Kaj ti je prevesel za res? Ta izzivanje, I guess. Ja, to še najbolj. To najbolj, nekaj nepoznanga, pa hkrati sem si mislila, ok, I think I can do this, tako lahko bi to počela, pa mislim, da bi mi bilo fajn to početi. In pol sem nekaj dovolj, da taka prilika ne pride vedno, pa tudi, da ne rabi vse zavedno, tako da, a ne, štekam, kakor se je tudi. Pa klej sklepam, da je bilo fajn, ker je bilo že tako, malo je bilo vse ugrajeno, oni so že bili band, pa že, a veš, da ni bilo treba, mislim, preskočiš par šteng, ne, kar se javnega nastopanja tiče, je dobro, ok, sorry, bom nehal govoriti, povej. Ne, v redu, dobro je že to videti. Ja, ne prenese sam dobre stvari, to, ne, oziroma sploh več slabih kot dobrih. Če, mislim, po mojem, če začneš iz nule, res veš vse, kaj je treba čez dati, pa ful bolj appreciataš to. Ne, da jaz nisem appreciatala svojega mesta in priložnosti, ki sem jo imela priliko izkoristiti, ampak fajn se je kalit. Oziroma, rajš bi šla skozi cel proces z nekom, kakor da sem uletela v že nastavljen band, kjer so vsi že 10 let rock'n'rollajo in pač jaz res ne vem stvari, kako se strežajo, ti sam nas posluš, pa tako ledeli. In predvsem uletiš to, a veš, Tabu pa Siddharta, pa kvaj bilo še takrat. Ja, takrat, ja, to je res, ja. Ok, veš, kakšne predstave, ne vem, kaj vse, kako to zgleda in pol se te predstave sam padajo v blato. Ampak jaz mislim, da je to... Ok, sorry, povej. Ne, jaz sem brada, jaz mislim, da je tako zmer, ga ni inštitucije, benda, kluba, kamor bi ti prišel in mislil, da tam pa sklepa vse štima, zdaj sem pa a veš kaj, mislim tako. Ja, itak da ne. Je pa res, da je potem pa odvisno od, koliko bed je. Pa se to, da vse, ja, da vse štima, niti ni nujno, nikoli ne bo vse štima, sam malo tako si predstavljaš, na kakem levelu laufajo te stvari, oziroma koliko kdo vloži. Well-oiled machine. Tako, ja, a ne. In vse sem jih poznala fante že prej, vedela sem, da je to rock'n'roll, žuri, babe, a ne, gremo. Vse super, tudi meni je sedel, pa na eni točki pa pač mi ni več to toliko sedel, kar nisem nikoli spodbijala ali karkoli njih spodbujala, jih čakala, vozila dam, karkoli, ampak meni ni bilo do tega, jaz sem se želela kaliti v tem, kar mi je ful dobro ratal početi, ful všeč, a ne, pač zanimivo mesto se mi je pokazalo, ko si enkrat pred folkom, a ne, pa nima veze to, a Jurija Folka ali 10 ali 15, ko smo jih tudi imeli. Nima veze, what? Ne, nima veze. Come on. Ne, to je moja zdaj. Ok, tvoja, ti si kle, povej. Ja, mislim. Jaz lahko povem za 100 ljudi, za 50, lahko imamo cel prizorišče, pa je sam 5 ljudi tam, pa mi ni panike. Sam da pojem pa doma. Ja, kaj pa weird, ja, ok. Da pa me domači gledajo, ali pa sploh, da imam ta kontakt z ljudmi, z očmi. Fuck. To pa tam se pa pol druge inštance začnejo. Okay. Jaz sem očitno glih kontra. Borbe same samo pa to. Ja. Ampak ok, valjda, vi ste imeli par velikih gigov, jaz ne ko se temu reče, nastopov, whatever, ja. Valjda, da je razlika, če je čukal, pa če 10 čukal, come on, man. Valjda, da je drgač, kako stopaš. Ja, pač malo odle moraš pogledati, če je 15. Sam ti tako reč ne vidiš. Ja, se res, ja. Imeli smo, recimo, Kino Šiška je spreme Jurija tam okrog ljudi, ko smo imeli
otvoritveni koncert, čist prve turneje, full lušten, pa smo imeli pa Anhovo, ki je bilo 15 jurjev ljudi, ki jih tako za vogal nisi videl. Ja, štekam. Tisti je tako, ja, itak da je, wow, ok, I better do good, ampak jaz sem vedno enako uživala, no, ali ko ne rečem. Okay, pa koliko je pa te avtomatke, to me znam vprašati zdaj. Ti postane rutina, pa boring. Ne, v bistvu ne mislim tega. Bolj mi je to mene fascinira, odkar mislim, da mi je Pižamc prvi to rekel, no, ki je rekel, da včasih pač odtrakiraš, ali je slab dan, ali je tako, zdaj, ki smo malo bolana, ali pa je neki off, in to se mi zdi pri stand-upu je to dosti težje, ker tam se punchline, ampak ni pa veliko lažji, recimo, ka poješ, mogoče to, ne vem, ampak koliko imaš pa tega zdaj zid sledra, kavala smela tudi kakšne dneve, gara dons, za kakršen koli razlog, pust razlog, tako da me ne zanima ta boring pa avtomatika, to razumem, ker včasih lahko eni zaprejo oči pa oddelajo, pa okay, ampak bolj me ta, koliko pol močna ratala, kaj je ta 27. koncert, pa je slab dan, pa je treba neki, pa je treba cel koncert odpet, Ja. Kako to deluje, ker se mi zdi, kle se pa. A veš kaj, kar povej. Ne, povej. Lahko sam po cinglamu, svoj z lekadolci. Lekadolki sem ti ga jaz dal, sem dober gostitelj, to hočem, da se sliši. Kva sva že rekla? Je to, če je slab dan. To sem hotela reči, da vsekakor ti greš, ne vem, če si predstavljaš, ampak mi smo šli na stage najprej ob polnoči, ali pa ob enih, ali pa ob 2 zjutraj. Tako da ti si definitivno do takrat že porabil svojo dnevno zalogo energije, ne glede na to, a si bolan, ali te je kdo nafukal, ali si jezen, ali bilo šta, pač nimaš takrat ful energije. Tako da naučiš se jo zbrati, ali kaj jaz vem, mene je to nahajpal, našopal, mal sem edikta tudi po moje od adrenalina postala, ker to je hype, mislim, vsaj tako, ker sem jaz to doživljala, like a great responsibility and opportunity to, da se imajo ljudje fajn, velik zalogaj, ampak hočem to reči, da se naučiš pa tudi ta predpripravati, da to adrenalin, ki ti pomaga, da speleš stvar. Ampak recimo, da sem pa, ne vem, se skregala z bendom, tako, kot so bile Križanke, recimo. Okay. Križanke so bile z mene tako, jaz sem se tam sama sebi kot tak profič dokazala, da ajde, tako dam si roko. Si skregani, ti pa poješ pač. Tako je bilo in nič ni šlo po scenariju, nič ni šlo po scenosledu, nič nismo zvadili, stvari niso bile do konca poštimane na odru, tako na koncu je bil totalen snači se, in gremo s feelingom, tako da to je kar wow, pa Križanke. Pa Križanke, tako. Okay. Če sem odgovorila, kaj? Hočem reči, da si Križanke na ta način odpeljala, sklepam, da pa kadarkoli naslednjič se bo to zgodilo, reči, je bilo že slabše. V smislu, si že slabš mogla oddelati, tako pol. Naučiš se nadeti si masko, to sem res postala, ker nam rekla ekspert, ampak prej nisem imela te sposobnosti. Sem tako je, ko od spredi poješ, mislim, mora biti nekje te interakcije pač s publiko, ampak v tem smislu mislim tudi pol masko, da tudi, kad ti nisi glih, danes, ta feeling pa še zmeraj mora biti s folkom, ki je tam, da dobijo pač. Se to mogoče sem fulgardo rekla, masko si nadet, nisem jaz nikoli z nobeno masko na stage-u ampak naučiš se pa pustiti vse. No, da se to, Pred vrati odvržeš in pač greš gor, ka veš, da moraš najboljšo delati, ker je tam folk, ki te hoče videti, slišati, kupuj karto, that's my job. In to je kar odgovornost, ne? Ja. To je, se to. In nisem si, redko kdaj sem si dopustila, da bi me to, niti ni da bi se mogla s tem fajtati, vedela sem, da grem gor in gremo 100% on, Čeprav veš, to nisem nikoli pomislil, vi zmerno začenjate ob nemogočih urah, ker greš že vse nadol, tako kot človek greš, zdaj sem pa dvignil za uro, pa pol, pa še počel stvari, To je pa kar noje, veš, to pa nisem. Takrat se mi je, zdaj se v teh 3 letih že mal mi je postavila nazaj postavil bioritem, ampak to se ti vse okrog obrne. Res, ker pol priješ domov,
6 zjutraj in hype te še vedno tako drži, da do 7 ne zaspiš, ob 8 se že zbudi, folk začne ropotati, spiš do 12, ob enih že mami žlico goveje župe, usta tlač, a ne, okej, ampak ja, drugač živiš, ful drug življenje. No? Ne, ampak je tako, se mi zdi, da še zmeraj, ta razlika je tudi karkoli čez dan počneš, do sred noči čakati, pa se pol šele aktivirati, ne. To je kar, no, ja, to ni. Če se obmoraš ob 8 ali ob 9, ajde, še nekako mogoče produžiš popoldne ali pa malo zakinkaš popoldne, poddelaš pa so polnoči doma, ne, to pa ni. To več ne bi počela na ta način nikoli. Res, tudi mislim, da študentskih žurov so dala čez več kot preveč. Ja, verjamem. Zdaj, če bomo imeli koncerte 9 zadnja ura, smo na stolih, stoli bojo. Okay, kaj pa pol fora, da onkoli se ne začnete, kad bi se mogli začeti? Kaj je to? Ja, kvaj fora, da folk čim več spije, da čim več pridejo karte, kupijo, čaka se, da se zapravi čim več denarja. Dokler je folk tam, lih malo preden začnejo odhajati, gremo zdaj gor. Pač karikiram, ampak... Odgovor si dala, ja. Prosti. I'm honest. Ja, nad slavga, se hvala Bogu. Sorry, ta me malo bila. Kaj pa, kaj se voste, ne? Jaz sem pač iz basketa, zdaj ne bodo čemu žal, če kdo iz tam, ki to posluša, ampak Črnomelj pa Tolmin, ne, to je, jaz ne vem, če obstaja slabše gostovanje. Ja, god damn it, Tolmin, maybe, ampak Črnomelj pa ful težko, ja. Črnomelj, smisliš, da ni daleč, pa je daleč. A ja, to, koliko je daleč? Sam to, pa kakšna je cesta? A ja, okej. Ne, kaj je fora? Fora je, ker to pri vas je to, jaz si predstavljam, da je to isto, ker pač ti tam ti si ena ura pa pol, ne vem, kakorkoli je dolgo, karkoli počneš, to se kar iztrošaš, ne. Pa da moraš ti v avto sedeti, ne. A veš, 2 ure, ne, po neki cesti, ki noče nehati imeti ovinkov, ne. To je še dobro, če greš po avtocesti, ta je slaba. Tako, ker sam naravnost. Ker se nič ne počne, ja. Ok, sem zmerno na busu sedel, to je drugače, ja, ok. Jaz sem pa kar veliko prevozila, ker so fantje vsi Štajerci, tako da ne, če nismo rešli na Primorsko, da smo s kombijem pobrali, sem v bistvu sama se furala. God damn. Ja. Ok, kaj pa pomeni turneja po Sloveniji? Kje se to vse igra? Ne, res, jaz nimam benga občutka, jaz vse, kar vem, je pokaj se s pižancom, pa s temi pogovarjam, kaj pač nastopam, pa kaj to pomeni? Pa ne, gre se tako, tem bolj specifično vprašam. Pa smešen mi sploh govoriti, kaj turneja. Nima veze, ampak je, lej, ti saj nisi prišla, sem rekla, smo imeli tudi koncert v tujini, pa ste na Tirolskem igrali v Brunarci, razumeš, kaj še počne? Se verjamem, da ste, ampak ti tega ne rečeš kot koncert v tujini. Tako se mi zdi, da klebe lahko vprašam, ampak ne, sploh to ne, da bi hotel disa ali pa tako, ampak res me zanima, kaj pomeni, kaj se obrne v enem letu? Veš, od teh jaz sem pač tebe, pa, okay, gre kar specifično takrat, ko sta bila, gre to, ki je bilo takrat, kako se reče, tabu si dar, to bilo počas konca, v obdobje. Kaj pomeni, nastopamo po Sloveniji, veš, v enem letu, kje je vse sito, pa koliko niha, zdaj, koliko je folka, kje se, veš, res iskreno me zanima, ker jaz si ne znam tega predstavljati sploh. Ful, hitro obkrožaš iste place, obiščeš skoraj da vsako leto. Turneja. Pa ne, a veš, razumem, ampak da bi vsaj poimenoval človek, ne vem, klubska turneja. Turneja po gradovih. Zato pa to sprašujem. Turneja po kulturnih domovih. To so pol določene turneje, res, ki imajo neko rdečo nit vsaj. Pač mi smo imeli turnejo, ko smo dali ven plato in pa je treba imeti turnejo in greš na vse špile, ki jih zbukiraš, pač, a ne, praktično. Čistko. In pa se obrnejo te neki veliki eventi, za katere noben ne ve, razen na regija. Ja, za te velike evente malo tako je vmes pauze, kak let, 2, 3, tako malo se menjajo headlinerji, ampak ja, študentski žuri, Morta Deljade, kvaj je že bilo gor, zdaj sem že vse pozabila, Lampiončki so v Mariboru, ta ful študentskih žurov. Ja, verjamem. Ful. Drugač pa vidim na obrazu. Ja, Nora leta študentska, ki jih sicer z druge strani sem nikoli doživela. Drugač kak klubek, Bugatti, tam špilaš, kjer je sploh prizorišče. Štekam. Ne. Se pravi, če hočeš obkrožiti celo Slovenijo, pa je v Tolminu edin Bugatti, ki amor lahko priješ, greš v Bugattija. Kaj pa pol razlika to, veš, v klubu igrati, nam rekel te ta velike koncerti, ampak tako, kaj te bliže, a imaš raj, pa ne zdaj ta intima, ker to se mi zdi, to
precenjen. Točno to, meni se zdi to tako precenjen, ampak tako, kaj te boljše, veš, ali boš, da je neka hala, ali imaš raje, da je ali je čisto odvisen, ali nimaš, a veš, a imaš kakšno, kar se Vzun je top, vzun je top. Gospodarc Saks, recimo. Okay. Zakaj? To ima iskren, nisem kul, ja. Ja, zato, ker je zelo težko nadijo zvok dober, ne, ker je taka hala, da tako nekako, ampak se da narediti, ampak pač za malo več denarja, pa malo več truda, malo več dela. Drugač pa vzuni mi je najboljš na svežem zraku. Pa, mislim, a veš, vsak prostor ti da nekaj v bistvu, a ne, recimo na Štuku, ful špilov na Štuku, nori na tabuje, mi nori na njih, smo na stageu, ventilacija je vedno šla tam, ne, na Štuku ni delala ventilacija in to hiperventiliraš. Jaz sem hiperventilirala enkrat resno, po moje se temu tako reče, ker sem se pol ure po špilu k sebi spravljala, ker nisem nam bruhala ali kva bom, trebuh me je bolel toliko, da adijo pamet. Se pravi vročina, 40 stopinj noter, jaz pa še pod odrom, mislim na odru, pod stropom. Gadno, ampak kaj pa to naredi s folkom, da smo mi tam vsi skupaj not v istem dreku, dejansko, in švicu v znoju, ne, je pa poseben feeling, tako, meni so bile take stvari vedno najbolj zanimive, tako pa ful rada sem opazvala, pa malo mogoče kako stvar spodbudila, ali pa tako. No, okay. To, več ljudi, ful ljudi na enem mestu, the power of the people. Ja, pa da skrb trpite. Torej. Ja. Da niste vi neka aristokracija z ventilatorji. Tako, ja, okay. Zdaj se to štekam, to mislim, če štekam. Ja. Kaj pa, okay, to, ki si rekla, ki si spodbudila, koliko si imela pa, jaz sem tebe samo enkrat videl, saj sta bolj enkrat, ja, v Ljubljani. No, zdaj smo rekel študentski žur, ampak je bil v glavni. Kje smo bili? Mislim, da na Rožnik. Exactly. Koliko si imela pa tega, to sem tudi magnifika, mene to ful zanima, koliko imaš tega vmes, hello, kaj pa vi, a si imela te setpise, mene je to ful fascinira, ker vala si imela, 3 stvari si mogla reči, ne. Ja, veš kaj, ko sem začela, sem bila ful tako sproščena, pa zelo taka, ko sem bila. Se pravi, malo sem se hotela zabavati s folkom, kakšen vic povedati, tako kva zdaj, neki navaden. Pa so mi pa kuj do zadnji, daj ti sam bolj, kje ste, dajmo roke gor, ne, se veš, te stvari kapalijo. Ja, dober dan, Tomačevo. Tako da vidiš v bistvu tudi na koncu sploh študentski žuri. Omarja sveta, koliko je to treba včasih energijo vložiti, tako da te pjane glave sploh kaj dajo od sebe. Eni so zelo napaljeni, odvisno, kjer timing špilaš, 11 super ura, ne, ob 2 zjutraj žal ne, a ne. Tako da ja, te stvari, da se malo dereš na folk, ljudje to rabijo. Ja, ljudje to rabijo, res. Ja, verjamem. Meni se zdi to res taka umetnost sama po sebi. Pač, kako se unike pojete, ne, in kaj glavni pevci, jaz ne vem, se temu reče sploh. Ja. Se mi zdi, da to je ekstra skill, pač, da malo prideš, pa da je, mislim pa, da začutiš, pa da veš pol kvaš, da se zna, veš, da imaš. Da se malo pokonektaš z ljudmi, da nisem, dajmo zdaj. Ja, kles smo, zdaj peling, zdaj čau. Meni je vedno bilo še najbolj do teh stvari v bistvu, da malo razbijamo, ne, ker itak mi je zelo hitro, nam reka, postalo dolgočasno, ampak avtomatizirano, ker smo špilali precej podobne iste repertoarje, pridejo ti noter, na koncu lahko brez da razmišljaš karkoli, pač grejo čez komadi in se lahko bolj tem stvarem začela posvečati. A pa dejansko lahko tudi razmišljaš vmes, res lahko. Ja. Mal za vnaprej, kva bom kaj rekla, ali pa kva gledam. Med tem, hočem reči, med komadom, torej, ne takrat, ko si ti polniš pila, veš, kaj hočem reči, mislim, dejansko. Da, ko pojem, tudi razmišljaš, da. Ne vem, zdaj sme dobu, ja, razmišljaš. Ja, lih takrat je narobe, lih takrat ni dober v bistvu. Ja, okay. Takrat, ko ne razmišljaš, je najboljš. Štekam, ker si in the moment pa pač poješ in je to. Ampak ne, tudi če štekam, da na eni točki, ki je toka, da veš, kva, veš, ker je mišica, da je malo masel, mislim, da lahko, mislim, da je to fulno, ampak se mi zdi, wow, come on, man, ker poje, veš, kaj mislim, poje, ne vem, zakaj mi je to ful po.
Kaj se počutiš prevaranga? Ne, sploh ne. Ne, sem tako, mislim. Ona govori o jagodah in čokoladi, vmes pa razmišlja o tem stanu krompirju. Exactly. Zakaj meni je Bergant rekel, da na eni točki, ki stand-up dela, razumeš, govori šale in vmes ali razmišlja, kaj bo pol, a veš, to je meni, jaz ne razumem. To, da sem razmišljala, kva bom rekla, zihar kdaj, ampak ne. Ne, zelo mali procent tega. Verjamem, ampak mi je pa fascinantno to, da se to, veš, ta obrt, ki meni zmeri, da imaš to tok. Tudi moraš, a veš. Ja, se verjamem. Ja, mislim, te križanke, ki smo imeli, ali pa ta prvi koncert, Marija sveta, koliko smo imeli enih akterjev, meni smo imeli 120 vključenih akterjev, tako od čarodeja, mažoretk do tamburic, orkestra, tako fulenga folka vključenega. In tam da je šlo vse tako, kaj je šlo, se še danes čudem, ker nismo imeli nobene generalke, imeli smo se prav toliko akterjev. V križankah še enkrat. Ne, to je bilo Kino Šiška, ta prvi koncert. Okay, ja. In tam moraš razmišljati, tam sem jaz se, ne vem, 4-krat, 5-krat preoblekla, kva že zdaj, kjer komat je sploh, pol grem, letim na levo stran, se prav sam tole dam dol, moram si prijeti, bodypack, ne vem kva, koliko imam časa. Bodypack z pač inir ali pa z daljinski mikrofon. Kako se temu po slovensko reče? Mislim, da je daljinski mikrofon, sosem. Gre reči, da je tako. Tako. Okay. Tako da moraš malo tudi razmišljati, če se greš neke take šove. Ja, kar smo se mi šli nekaj časa, dokler se je meni dal praktično. Tako. Wow. Kako je to trajalo dejansko? Moja karijera s teboj. Ja, tvoja karijera, to se sliši. Ja. 9 let. Goddamn. Jo. Moja lepa leta, 20 do 29. Ja, zdaj pa downhill from here. Ja. Ne to, ampak tako. Sem se kar moral reči tam. To je veliko, to je obdobje. Kar nekaj kilometrov sem naredila na odru, pa kar precej utrudila svoje telo, pa bioritem si postavila na glavo, tako da, tako sem rekla, zdaj 3 leta se sestavljam, zdaj sem že počas nazaj, še malo pa sem pod učnakov znebila tudi. Jaz tudi to čakam. V glavnem, zdaj pa nisi več tam. To obdobje so obdobje, s tem reče. To obdobje je za nami, nadaljujemo. Ne, zdaj pa, ki si rekla, veš pa, delam tudi komade, no? Ta del me. Kako pa to začneš? Avtorski komad, kako se pa to začne? Kako se to zgodi? Jaz klesem pa, vidiš, kako se to, kako je gneza, lahko jih je več, ampak kako se to začne? Pa na koncu nek komad vam pade, jaz ne vem, kako se to začneš. Ali si brundaš? Drugače, meni se je to zdaj tokrat, se pravi pred 3 leti začel po mojem na najlepši možen način, se pravi to, da sem se samo mogla izraziti. Mogla sem preliti neke stvari ven in sem pisala besedila, v bistvu pesmi, kar neke tekste, ki so na koncu pasali na muziko in zelo hitro so pol nastali tudi komadi, ker kadar, ne vem, mi smo neki džemali recimo, pa sem jaz odprla en svoj tekst in je ta stvar tako imela vsebino, se pravi, rabila sem sam linijo še narediti, pa zapet to in smo imeli ful hitro zadevo skupaj, Nastane pa lahko na ful različnih načinov, recimo pri Tabujih smo delali tako, da je Maco na kompu naredil demo, nek šiti demo, in pol tako le gre linija in igra klavir in pol jaz to linijo skinem in pol to linijo na la, zacahnem in pol je Izi ponavadi na to napisal besedilo, nekaj sem jih tudi jaz. Ja. Tako da klej šlo po tej plati. Maco je bil, kitarist je bil ustvarjalec glasbe, Izi je pisal besedila, to nekako so pol taka razmerje se kar zgodilo, oziroma preverjen recept je bil to že na koncu. Ja. Drugače pa na ful načinu se le zgodi. Jaz se včasih sam slišam neko vižo v glavo, pa ne vem zdaj, a to sem slišala, je to zdaj dobro, a če mi je to zacahant, na telefon hiter, to dejansko, okej. Pa zdaj prenašam te zadeve v Logica. Se pravi, Logic je ta program za muziko. Okay. Ja, tako nekaj smo... Logic je to, ja, okej. Mislim, ja, okej, cool. Ja,
To je legit, mislim. Ja. Legit, ampak meni je bilo ful simple. Mislim, ne znam ga še zdaj, ne znam vse skrbnoč. Sem Ben, jaz imam tudi tega Reaperja, pa govorim, da ga znam. No, v Reaperju točno, Erik Morgan mi je celo ta prvi program je bil Reaper, ki mi ga je on dal. Reaper je top. Pa sem pa jaz, ne, Mac, bom jaz kar logika, tako se sliši dobro, nekaj logično. Pa se so vsi močni, ne? Logika tudi se obstaja že 100 let. Sam logika je full simple, to res tako sestavljaš skupaj. Ja, pa se ta tudi, ne, nočem zdaj kle, to je res, sploh pri pro softveru je tako, da ponovati unga, ki se ga navadaš, že to je neki, ne? Ampak so pa to, sploh recimo Logic, tudi Reaper recimo, ali pa Pro Toolsi, ne? To so toliko močne zadeve, da obstaja 7 ljudi, ki jih dejansko znajo uporabljati, pa smo pa vsi ostali, ker tako, kot ste rekli, legice sestavljamo. Meni je to zapisnik, tako da nek demo naredim noter. Znam treke odpreti, importati stvari, ne vem, inštrumente zbrati, naredim beat, pa gremo od tam dalje. Tako notepad mi je v bistvu. Okay, Logic, vidiš, ta je aparatus tema. Si pol prijava do kompa, ampak koliko pa, aj kaj lažji, ker zdaj že toliko sajta to delaš, veš, pa muzika, pa oprema, pa vse živo, jaz to pol zmerno vprašam, pa skle, ne bi se toliko na internet obesil, ker pa greva že spet od tega ziznan, pa se mi nada to pogovarjati, pa tudi ne, po moje. Ampak bolj ta, koliko se je spremenila, veš, koliko se rekli, ok, imaš Meka, pa zdaj lahko vse sama naredi, saj za demo, pa te stvari, nekaj, si predstavljam, da veš, tudi 10 let nazaj ni bilo to tako simple spet, ne. Až tega sploh ni bilo, ali je bilo, mislim, až ga hočemo vprašati, koliko je to res ti dal svobode? Ja, ful, ne vem, kako bi drugač na kaj, verjetno pač kitara, pa voice memos, pa ne tole bi pol še takole, pa takole, ampak mi je ful lažji, ko lahko takoj pokažem, kako bi imela stvar, ali pa sploh slišam, tako da to mi je ogromno orodje bilo, da naredila sem tudi ful muzike zaradi tega, ker sigurno ne bi, če ne bi imela tega programa, ja. Tako da, to je super, vse, to suportamo, razvoj in tehnologijo. Na nekaterih koncih, ne. Nekaj zanj sem gledal, en dokumentarci bo na RTV, vse ne vem več, pač ko glasbeni produkciji, pa to ne. In pa sem videl, kaj so včasih delali, to je res noro, pač ne. In potem so naredili 2 treka in sem jaz kva, veš, kaj sploh ne pomisliš, da je, kaj zdaj to res so trake vlekel, pa rezali exactly, na roke, pa pa so bili vsi ful vesel, track recorder, pa iskal, what, ne, res, mislim, pa nočem tako izpaskati, da mi premlad, da bi karkoli vedel, ampak je res noro, kva ti zdaj že te čip za ston programi, kva ti dajo, če hočeš, ali musko dej, ali pa tako kaj jaz, karkoli z audijem praktično, ali pa videom. Čist noro. Jaz sem bila ful skeptična v štartu, tako, karkoli sem naredila v Logiku, se mi zdelo, ne, pač to ni, to je sam nek shitty demo spet, a ne lih toliko, da vemo, pa folk posluša, pa ne, pa to je dobro že, a ne, tako skeptična, da pač niso soundi toliko avtentični, da še nosijo, ko ne rečem, esenco, dušo svojo, če ti zašpilaš, ne vem, kitaro posnamaš na track ali pa jo posnamaš noter direkt v komp na Logika, a ne. Valjda se zgubijo informacije. Digitalno, ampak to je že zdaj toliko dober, pa tudi v to smer gre, zdaj je to naša konkurenca praktično, ne? V času, kjer so bile 10 metrov dolge mešalke, pa te na track recorderji, je pač folk se s tem spopadal, pa kle tekmoval, zdaj pa v bistvu tekmujemo praktično z mulci, ki delajo pa 18 letih doma v spalnici na laptopu, na sluške, muziko in ne, tako kot Emilio AC recimo, pa mu gramatik izda na svoji založbi, požeži vse, razumeš, k dejansko folk tudi več ne opas razlike, ne vem, no. Pa tudi toliko je kvalitetno, da... Ja, ni več, ker je neka barijera išla stranka. Kje sem jaz to prvič dejansko tako zares začutil, ker sem še na RS-u delal, ki je bilo v produkciji ta stara mešalka. Pač, to je tako za pol stanovanja. Ja, pa Damjan je v šef tehnik, sem še zdaj, pač en full model, ki mi je to dosti pomagal, pač svetoval. Pa so pa neko novo digitalno kupali, pa so vso pohištvo vam pobrali, pa zdaj ena miza not, tako s 3 monitorji. Da bi se lahko preselili. Ja, ti studio zdaj izgleda, da se je preseraval. Zdaj tako izgleda, da je tako, to so si pa prvoščili.
To je nekako prosto za, a veš, 2 stola, pa neka Minimalizem. Ker prej pa zgledal, ki je bilo iz leta 70, da jaz ne vem, kdaj res ti se bilo res staro, ne. Je bila pa res taka konstrukcija, nek mizar je prišel, si zrezal vse, ne vem kva, ne. Okay. Ja, mislim, ne vem, ampak Holy Mother of God, kar je zdaj noter, zdaj preveč placa tam. Zelo hodaš okoli, pa je panike, včasih si pa jedvan odstopil. Tako, tam sem jaz skoraj videl, da nekaj se dogaja, recimo, pa to je bilo zdaj že, ne vem, 8 let nazaj, ne, da sem jaz to začutil, ker nimam z muziko še enkrat nič. Mikrofoni, ko smo že tukaj, jaz, ki imam zdaj fetiš na mikrofone. A imaš kakšne preference, a imaš kakšne tako, a imaš kakšne tok sajta, ta mi bolj sede, ta je bolj moj glas. Recimo za stage je šur beta 58. Ja, za vse je beta 58. Mislim, vsaj po mojih izkušnjah. No. Zdaj govoriš v malo boljši mikrofon. Zdaj pa govorim v Neumann 105. Wow. To sem sam hodil. Ja, to je to. Jaz sem pa mislil, da moj glas je tako zelo spremenil. Se norca dela, to je res vrhunski majk. Ne, drugače, res, vprost, ker nisem opazila, Neumann, thumbs up. Ja, še enkrat, to so kupljeno z donacijami ljudi, ki poslušajo. To vedno moram reči. To je največ. Hudo, congratulations. Ne, pa nisem zahodil, ampak hočem se pa s tabo to pogovarjati. Ne, kar se majkov tiče, pa to pa res. To je resno vprašanje, imamo temu. Pač, ker je jaz, naivno, ko sem začel te podcaste, sem rekel, ko boš nek Mike in pač to je to. In Mike je Mike in nima veze. Nekako sem razumel ta čip, pa ta dragi. To sem nekako štekel, zdaj, ker sem na RS-u govoril, pa res o Neumanna unga EU87, ki je najboljša stvar, ampak stane ne in 4 čuke, ti si pač brez veze. Ne vem, ga tam en starček v Nemčiji na roke dela, ampak si res dober Mike. Ampak se pravi, šur itak za stage 58, kaj itak, to je silhueta mikrofona, bo Mike kdorkoli reči, ti si mikrofon. Srebrna bubica in to je to. Ne? Ampak si dobila tako, a veš, ker se to meni se je to zgodilo, zato zdaj v Neumann ne govoriš, ker sem res nekako to začel slišati, pa vem, kva pa namličen hočem. Si dobila to tudi pol, ker doma kva imaš ali pa ker snemaš, da veš saj, kar se opreme, kaj te bolj sede za tvoj glas, pa kjer se ti lažje slišaš, ali ne. To ti zdaj polno pas, ali pa ne boš. Nima veze, nima veze. Če bi imela 4 čuke, bi si kupila tega Neumanna. Ja, ok, to je to. Ja. Tako da dokler nimam 4 čuke, se pa šlepam na roadih. Ja. Kjer bo road? Ti gre se to pogovarjati, meni panika. Ne vem, se za to ti bo, ti ne bo všeč. Nima veze. Ampak to te pa lahko vprašam. A si tudi na kakšnem, kaj so membranski, ali je kondenzator? Kondenzatorski, dinamični. Ja. Ti sklepam, da poraj na kondenzatorje poješ, ker si navajena na live feeling. Kondenzator je super, ampak sam za studio. Ne moreš ga imeti v live, ker pobira preveč stvari. Ja. Okay. Ja. Ne, jaz sam, meni je, isto sem, tudi Magnifica sem takrat pol to vprašal, veš, pa je tudi rekel, da pač ima pol ene majke, jaz vam to je glas, tako, pa pol kako se sliša. To je res cela jaz pol štekam, mislim, jaz nikoli nočem audiofil, ki bo zlate kable, ko voga, to je meni čisti bullshit, ne. Ampak pa dejansko je neka razlika, pač pri tej opremi, kaj pol ven dobiš, ne. In se mi zdi, pri meni je zelo to, veš, je to, posnel, pa malo obdelal, pa porezal malo, ki si kul. Pa bom pa itak MP3 naredil, pa sam glas je, veš, to nima, mislim, who cares. Mislim, veliko manj zgubiš, ne. Je pa še zmeraj dober, če je original, če je unke nekompresiran, da je dober zvok, ne. Se mi zdi, da pri petju, ne, je pa tako, ne. Ja, že Mike je ful važen, pol je pa še ful važen, kva delajo s tabo. Ja. Jaz največkrat, ko sem slišala te tabu mixe masterje, kva se je zgodilo, res je tako pojem, tako, kompresijan čez vse je itak, ampak že tako, ko gre, pa jaz imam še ful S-a, ful dieserjev treba gor dati že. Maš? Ne, kle so čisto rod, tako da nič ne spuščam. Okay. V glavnem, ful obdelan vokal, tako da to mi največkrat ni bilo všeč. Je pa, če imaš pa dober Mike, pa ti lahko vse sladkorčke res dobro ven pobereš, vse vdihle, vse, tako da dobra oprema definitivno v nebesa pomaga. Se to, kje sem, mene je to v bistvu medel, jaz sem imel v bistvu RS mini usluge naredil, ker sem tam bil v etru, bil sem na Neumannu in sem mislil, da bo vse tako. Jaz sem mislil, da bo vse tako, da bo obdelana soba, mogoče res najboljši mikrofon na svetu. To je moj glas. In sem tako, to je to.
Veš pa nekaj ojačevalske, čist klina, veš, menga šuma. Pa sem pa to začel delati, da je bilo tako, okej. Smo radio študent, praviš, ali kaj? Ja, ne, pa Mike imajo tam presežem. Jaz sem tam začel, kaj ne, 26, 27, pa je že tam takrat bil star. Tisti Mike je tam od forever. To je pol, še zdaj ne več 4 ure, ampak 40 ure. Ja, ti si zdaj že vreden. Ja. Ampak je res vrhunski Mike. Jaz sem res mislil, da je vse tako. In je meni Karol je kul, cool, ker zdaj to vem, ne, RTV-ju, ne, saj na valu. Je pač tako, da ima neke Majke v studiu, pa ima pa en, pa malo studio. Sem se spomnila, ja, prav skrbuj. Ja, en pa malo studio, ima pa tega nojmena in Karol je pa zmerno tam delal. On je v bistvu v slabšem studiu zaradi drugega mikrofona, kar jaz ful spoštujem. To. Res, najboljša stvar. Ker ja, res se vemo, radio pa uprema, pa to jaz sem tudi zadnje mogla, kar malo. Ja. Ne, nam reka sem znorela, ampak dajno. A res nimam boljše upreme, ali kva? Čeprav pa ste pel nojmene, tako da to se spet. Yes! Ljudje, ki ste še zdaj pri pogovoru, ki ste imeli 10 minut v mikrofoni, jasno in koliko. Zdaj bomo že šla na strojno programsko, ena stvar me še tako zanima. Kdaj pa veš, da si komad do konca naredila? A veš, zdaj zate govorim, pust zdaj tabuje, pa to, pač kad ti karkoli narediš. Kdaj veš, da je konc? Da ga lahko zaključim, pa spustim vse. Ja, kdaj ga bouncaš? Mislim, da bounce je, ne, se v logiku se bounce reče, ne. Ja. Ko riparju je render za to. Samo res. Bounce nam, čisto odvisen je. Ja. Recimo, ta komad zdaj, ki je šel ven, praktično edini, ki je moj in ga že lahko slište, ki je duet z Zlatkotom, je bil prej že v 2 ali 3 oblikah, ampak nobena oblika ni oblika za dogajala, tako da sem na koncu naredila to, kar sem že tako v štartu vedela, da moram narediti, pač se z ljudmi dobiti, pa one take oziroma par take-ov narediti, ujet feeling in to je to. Yeah. To je zmer na koncu največ, kar proda v bistvu zadevo, da je pristna, da čutiš, slišiš noter, kaj jaz vem, človeka. To je drugače premisa aparatusa, je to, kar si zdaj povedala. Jaz autentično zmeram rečem, pa sem pol, da je to ni slovenska beseda in je pol pristnost boljša. Sam, ja. Ne, to jaz se ful strinjam s tem. Da je, jaz mislim, da je zdaj, ki je lahko vsak vse živo počne, načeloma, pa je, tako sem prej rekla, že ta barijera to knjiže, da se sploh priješ v ta svet, tudi v petje. Zato sem tudi na začetku zašel še tisti preglasov, da ni tako važna ta tehnika, ampak bolj, da človeka začutiš. Ja, jaz imam bolj feeling, da tebe, tudi tako sem ta jaz doživel, ne bolj zblat ti, ne zdaj sam komad, ne ta radijska, ne zadeva, ampak tako bolj zblat ti, kar se mi zdi ful bolj važno. Tako da sklepam, da je pol, se pravi, tudi, ko se snema komad, dejmo parkrat, pa pol, ko se ga ujame. Ja, da bi tako lahko šlo, tako kaj zdaj to šlo, je bilo, wow, yes, ok, we can do this way. Ampak drugače pa to pri tabujih pa potekal, wow. Res na koncu več nimaš po 100, 200 tekih več nobene inštance, nobene nič do tega komada, do tega, kar ne bi s čustvi zapel, ker to je pa tako, to je pa mainstream production in vemo, kako hočemo in tako le to nared. Ampak bolj dejansko sestavljajo tvoj vokal, tako so snippeti, pol v končni, ne? Ali je en take, ki je dober? Ja, jaz sem si prizadevala za ta en take, ki še zmer, ampak na koncu pač kaki komadi niso šli, kaki so šli v 5 takih, ampak recimo, ne vem, Pesek in dotik sem snemala mesece je nastajal komad, pa sem že posnela, pa ok, pa bomo še probali vokal. In pol že ene noči ob 2 zjutraj prav žare, ja, imamo ga in yes! In mi pade vse dol, grem se ga napit, čez 2 dni zbolim, ležim doma, vse nima veze, sam da sem to posnela. Pol kliče žare čez 2 dni. Veš kaj? Ne. Ja, gremo v RSL-a še enkrat, še tek naredila. Krajst, ok. Ja, razumem. Tako da, to je lahko never ending story. In kar jaz zdaj lovim je glih to, kar sem prej rekel, pač pristnost, pa da je delivran komad nekak, da je song ujet in to je to. Ker se bom zdaj lotila tudi malo bolj produkšna, še malo globje v logiku, pa mogoče kaj več svojih zamisli noter dala, ker sem zdaj malo bolj samozavestna, malo feedbacka dobivam, se so dobre stvari, pa tako, ok.
bom pa ti lahko znala tudi na ta odgovor, na to vprašanje odgovoriti, kdaj pol se odločiš, da bouncneš. Ja. Ker pimpaš lahko skozi, ne? Ja, sej, ker se ne ve, zato sem to vprašal. Pač. Ja. Kaj vem, kako je, kaj lahko ni konc. Ja. Jaz sem ful zgubil to. Rabaš ljudi, po mojem, malo krog tudi, da ti malo po feedbackajo, pa rečejo, dej, halo, ful je dober, dej. Ja. To je to. Ja. Exactly. Nekaj pa sem zdaj čakal, sem že ena, ki sledim, ki v bistvu drugače tehnologiji piše, pa je najdla v enem, pa tako res komadu, kada bi rekel, nem Rijana ali pa nek svetovna, veš, nekaj je v komadu noter, un zvok, ker na iPhoneu message dobiš. Aha, ja. Kar se mi zdi kul. Ful sreč, čisto od spodja, ma ga tako vrn naredi, ali nekak zvok, se je tako prav najdla. Je tako plej in sem tako poslušal, da je to je to. Ja. Okay. Mi je dal tako pomiril me je, če lahko te ljudje... Ni pravilno, ja, to... A veš, da če te ljudje to čez pustijo, ne? Ja, no. Kdo smo mi? Ja. Če je Rijana, ne vem, če je bila Rijana, ampak pač mislim, da je bila. In se pa vse te zlijejo, te ljudje v eno. Tako, ja. Je pa se lekva zdaj Kanye je delal, pa mislim, tako, ni več pravil, kar mi je meni noro, ker to peglati stvari pa res, da pašajo v najmanjši možen kvadratek kičas, to je mukotrpno delo. Mene je zdaj malo, te podcasti so me malo uničili pri muski, ker zdaj slišam, če je slaba, a veš, če je 6-krat skompresija. Ja, zdaj to slišam, prej mi je bilo vse, tok mi je bilo vse. Zdaj pa slišam te stvari in me je začel malo, jaz sem pa začel biti pozoren. Sploh, ker sem kupil to mešalko, ki ima dejansko kulojočevalcu za slušalke, pa ker so slušalke normalne in je pol tako, vse slišam, ne bo te imel bolj prinesel, kako je bilo lahko bolj. Ja, pa nočem zdaj tako, da sem neko, zdaj pa najdemo in na sredini je malo preveč, ne, nisem ta model ratov, ampak slišam, kaj je cool narejen, ampak kaj ni to cool narejen, ali pa kaj je preveč kompresiraš, ko pa kaj neki MP3 brezveznik, koliko krožijo, ne. Vse to, no, pa to pomisliš, a štekaš, mi se res, pol leta se drgnemo v studiu, pa res, ne vem, na kakšne mešalke, pa na trak snimamo, pa ne vem, kva vse delamo. Pa MP3 spustijo, pa nič ni več od tega. Od Ferrarija je ustala. Ja. Exactly, ja. Ja. Tako da to sem zdaj rado full, pa je ekstra. Okay. Ampak ja, zaenkrat nimamo kaj. Kaj se zdaj nekaj reči, naprej gre, a ful si bila fajn v stvari, zdaj to zgleda, kaj ta cross-promotion, ga imam zdaj malo prstvari, mislim, da je res dobro. Da pejte gledati ljudje, to bom zdaj kratko rekel, pač ja, tak je življenje. Treba je plagati, se temu reče. To pa komad, to zmeram pozabam, ljudi vabam, nikoli ni to premisa, da vabam ljudi, ki imajo nekaj takrat počnejo, pa zmeram pozabam, da reč, pa komad, pa vidi, tako nekaj reč, nekaj pič nared, pa gremo na to zadnjo vprašanje. Res, to sem danes prav mental nov, da ti rečem. Glih to, kad zelo težko delam, zelo težko. Zato iz tega nočem, ker ne vem, kaj bi mogel reči. Ja, jaz ne. Mislim, pač pojte poslušati pesem z naslovom Ta sneg na YouTubu, izvaja Tina Marinšek. Mogoče vam bo všeč, če pa ne, pa nikar ne stisnite palca dol. Da ne bo umetnica imela slabega dneva. Tako, jaz bom dal link v zapiske od podcasta. Tako da, to je bil najboljši. Mi je taka profesionalca, to je noro, v glavnem. Zadnje vprašanje. Ta prvo je tvoja strojna oprema, kar pomeni, kjer telefon imaš. Kaj si ga že uočil, pa ti ni všeč? Ne, da mi ni všeč, cool je, vse ok. Pred kratkim sem tudi izdala na Facebooku, zakaj, ker me je pač iPhone razočarel. In sem zdaj nazaj na Note, starmu 3, Samsung Note 3. Jaz imam trenutno v roki Note 8. To je pa zadnji do poletja. 8 jih je že. Ja, okay. Zato sem se smejal. Mogoče nisem najboljša oseba za aparatus in tehnikalije. Ne, pa se nima veze, sam tako smišljam, jaz pač, to je Note 3, ni važno. Kaj je? Kar zadrla so se. Ni varite. Kaj pa kom? Drugače je top Note 3, kama ne. To, kar lahko senčnikom zapišemo se. Dvakrat sem ga uporabil. Pa velik je, to mi je všeč. iPhone 6, tam je bila premehna. Plus vzameš, ne? Ja, niso imeli takrat še plusov, po moje. 6 pa 6 plus je bilo, ja. A je bilo? Ja.
Ja. Ja. Tako da sam povem. Okay. Ne, pa sej nič, jaz sem človek, ki nikoli ni imel iPhona, tako da jaz sem bolj en. Ta Samsung zdaj ga trpim, pač, tako da mislim, trpim. Vse je full do hardware. Ja, software. Ja. Glavnem, ok. Komp je kaj, Mac? MacBook, zdaj imam Retina display. Koliko je pa letnik? 20? Ok, pa je 15 Retina pač. Okay. Ja. Cool. Ja. Retina je fajn, ne? Ja. Ne. Ja. To je res v redu. Mislim, tudi na navaden displej ni slab, ampak ja, se vidi, da je difference. Milo reče, čeprav zdaj se ne več, ker so že vsi tako visoka ločljivo, že nekako že ok, ampak je pa to vam prišlo meni z možgane zlomil, tam sem kar malo živčen dati. Res? Ja, res, koliko sem videl, to je pa cool. Jaz tega res mogoče ne doživljam tako intenzivno. Ne smo zdaj ta ogromen monitor, ki je fajn za montirati. Zakrivljanje. To, da je zakrivljanje po nesreč, bolj je to, da je velik. Padel po tleh. Umor se temu reče. Ej, kaj imate tablico, kakšno to vedno vprašam, ali pa Kindle? Ja, tudi sem imela Samsunga in sem, ne vem več, kjer ga zdaj ima moja sestra, zelo počasi delal, bož, da niti ne delam reklame, maybe. Ne vem. Android tablice so res no-go, pa je Android zelo rad. Kaj pa Kindle ali pa kaj, ne? Ne. Okay. Pa 5 aplikacij, zdaj vzem tega nota v roke, pač 5, ki jih dejansko uporabljaš, ajde, da vidimo. Instagram. Ja. Zdaj sem si Facebook naložila, celo po zadnji akciji snemalni z Latkotom pa to. Ja. Dropbox, tako res, pa podcast player imam zdaj gor. Kjer ga? Podcast player. Podcast? Prvi slišam, ok. Ok, to sem si včeraj naložila. Zato je lahko le kul izpada. To ne moreš pa tega reči. Moraš reči v nekaj, kar res uporabljaš. Ne vem, zdaj v podcastu. Podcast je seveda podcast player. Ok, da zares uporabljam največ pač mail pa message. Kjer mail? Pa snemalnik zvoka, valjda. Ok, pa kjer mail? To mi pa povej. Gmail. Ja. Kjer snemalnik zvoka? Ta v notu? Ja. Note memo, I guess. S-memo? Po slovenski prav snemalnik zvoka. Pa Pixlr uporabljam dosti za fotke, mi je ful fajn. Pa veš, kva imam kle gor zdaj naložen? Clue. To ti zihar ne poznaš? Ker je aplikacija, ki sledi ženskemu ciklusu. Ok, kako Clue? Clue. Ja. In je ful, jo priporočam babam, da vejo, kva se dogaja. Kva se dogaja. Ja. To je to, zdaj že to je ratalo nerodno. V glavu. Podcast player, to mi je zelo všeč. Okay. To si bom najbolj zapomnil. Jaz bi samo rad rekel, da Tina je poslušala že kakšen aparatus. Ja, to sem ven vlekel. Ja, sem šla poslušati, tako, ker sem malo bolj zvedla za vas. Ja. Pa zadnje vprašanje, ki je vedno isto. Če bi mogla izpostaviti eno fizično stvar, nek objekt, sprav ne sme biti človek, ne sme biti babi ali pa neki, ki je naredila vtis na tvoje življenje, oziroma da je narejena zate. Lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več, kaj bi to bilo? Wow. Yeah. Fotoaparat. Ok. A kakšen special ali sam fotkič kot fotkič? Fotoaparat kot to z možnost, sposobnost, ki ti jo nudi. Jaz sem drugač fotograf po poklicu. To je zdaj nisem petju se. Kaj? Se rejo petju pogovarjam. Mislim, to mi je res. Kaj pa imaš? Neca prve, pa kva imaš? Ja, imam pa Nikona F80, ki boš mogel fajn googlati, da boš najdu ga po moje, ker ni digitalen fotoaparat. Ja, ker sem. Googler. Ja, okay. Ne, veš kva, zadnja generacija analognih fotografov. Pa DSLR-ja pol. Pa to je DSLR prav, pa je na film še. Na film, tako. Okay. Ja. In vem, da sem si ga sem zbrala cash 200 jurjev, takrat $, da sem si ga kupila in pol drug let. To je pa kar bed. Res, res, sorry, verjamem, da če slišati. To je pa kar slabo. To je pa kar slabo. Slabo, res slabo, zaradi tega, ker nisem imela kaj početi, ker nisem dobila službe naslednji let, ker so pač na digitalcu nosili že fotke urednikom in tako dalje. Tako da, ja. To je pa. Iz inata si tudi bolj nisem nikoli digitalca kupila. Ja, to pa verjamem. In čakam na leta, kam spet v atelje stopila. Wow. Ja. Ok, dober odgovor. Všeč mi je ta odgovor. Wow, ok, to sem kar mal. Ok, glikar si bila v aparatusu.
Sam res. Ja, me je veselilo. To je to najlepša hvala, ker si vzela čas. Hvala, ker si me povabil. Res sem vesela. Zdaj pa lahko rečeš adijo. Adijo, folk. Čau. Tole je bila 165. epizoda Aparatusa. Tino najdete na Facebooku pa na YouTubu, ker ni ime upište, pa jo boste hitro najdel. Zdaj ima na YouTubu par novih videov, ki se res plača pogledati in poslušati, seveda. Jaz sem na Twitterju, Instagramu, Snapchatu, kjerkoli pač sem Anzet, tako da mi lahko tam težite. Hvala še enkrat vsem res, ki podpirate tale podcast, brez vas tega res ne bi več šel. In pa hvala vsem, ki delite te pogovore, če so vam cool, to tudi ful pomaga in pa unim, ki dajete ocene v Apple Podcasts. In to je več ali manj to. Hvala, ker ste poslušali, do naslednjič, kako se temu reče. Čau.